Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v velikonočnem specialu z naslovom Življenje ni potica. Epizoda, ki jo boste slišali, temelji na projektni etimologiji, pogovoru o potici, štrudlju, pecivu, alkoholu in ostalih slaščicah in hrani. Nostalgičen človek narekujeta 90-letna Marija iz območja Kočevja in 95-letna Marija iz Prekmurja. These are their stories. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Potica, jaz ne vem. Če bi se mene vprašala, jaz bi makovo najrajši. Makova, zato ker doskrat nisem jela, verjetno zato. Nismo makova. Meni več nobena ni dobra. Ja, zdaj ni več dobro, ja. Če daš dobro filo noter, je dobro, ne? Če pa slabo, je pa slabo. Samo fila ne, mora tudi testo. Pa testo mora biti dobro, Ja. drugače ni nič dobro. Testo mora biti. Kar daš noter, taka je. Če filaš fajn, je bogata, če pa ne, je pa revna. Kaj pa misliš? Noter jajčka, mleko, puter, brez moka nič ni. Kaj pa rum? Ja, pa rum, ja. Samo mi ga nismo imeli prej. Brez ruma smo delali. Ja, alkohol mora biti. Ja, brez alkohola ni nič. Alkohol ti da moč in korajžo. Pa okus. Se bi bila danes palačinka tudi boljša, če bi dala ruma noter. Rum mora biti. Rum ni dobro palačinke. Ne, saj se zato pa nisem dala. Kislo vodo, radensko. Pa veš kaj, noter dobro, piva. Pivo, da jaz sem zadnjič Pivo dala. ne, ampak radensko vem. Jaz sem zadnjič dala pivo noter v palačinke, pa sem bila tako dobre. Daj ti povej, kaj se ti, kakšna potica ste vi delali tam gor? 4 otroci smo bili, oče, mati, to je 6 komadov, pa nič imeli, to je. Pa ni bilo- Potice smo imeli en jajc, mama stokla, ti se ga malo pošprulala, ja, noc zlila, moko najprej dala, pol pa tiste lukruco malo, pol kvas, pa tisti jajc, pa mleko, pa malo pustila, da se je sajalo, ampak jaz tega ne delam zdaj, jaz kar vse skup mešam. Se mešaš. Je sajalo, pol je imela mleko in cukor je bil ali pa ne sladkor, no. Ja. Skozi zmešala in kar smo imeli, smo dali noter, pa v krušno peč, če je bilo, to je samo za praznike bilo potica. Druga smo imeli pa navadno pogačo, a je bil jajc ali ne, jajc je bil za petrolej, za sol, Za prodat? za prodat, ja. Pa brat je bil bolan, da ga treba bolj, on je dobil. Jaz pa sestra pa nič. Ja. Brat je... No, pol pa ti so pogače zrezala, samo take koščke, dodali v ror, ta prvi protfan je takoj šel. Takoj ste pojeli vse? Ja, brez sladkorja, brez vsega. Pol ta drugi, tretji, ti je pol malo bilo še pol za popoldan. Ja, tako je bilo. Revni smo bili, revni. Ja, pa dobro je bilo vse takrat. Jo, kako je bilo, pa kako je lušno bilo. Ja, slabo je bilo, pa dobro je bilo. Pa mama skuhala krompir smo imeli, krompir pa fižol. Skuhala, namesto da bi svaljke naredila, je pa tisto testo skup. Pač jajce je mogla dodati, ker drugače krompir v testo ne drži. Ja, pa razvalala, protva noter, dala peč, to je bila brez gotovost, zato ker je krompir že kuhan. Pol pa gor namazali, ali smo imeli smetano, malo cukra gor, ali čebulo pražila, pa tisto čebulo gor zlila na tisto, ali pa če smo imeli med pa ne. A meda tudi ni bilo? Malo bilo. Med je bil. In tisto v take koščke rezali, koliko je bilo dobro. Ja. Zdaj si sveti, je pa bilo, ko so tle pravi gibance, ali kako. Je pa testo naredila tako za štrudel, razvalala in pol razrezala take koščke, ali je repo dala noter, pa pol tisto lepo pokrila, ali je jabolko dala, ali pa skuto. In tole tako okroglo bilo, pa tisto, ko imajo za veliko peč, no, krušno peč. Lopar. Lopar, no. Gor dala na tisto lopar, noter v peč. In to je bilo v 5 minutah pečeno, pol pa lepo zrezala,
kako je bilo to dobro. 5 minut pa ste tudi pojeli, ne? Ja, kako je to bilo dobro. Je bilo vse dobro. Kako je to bilo dobro. Ja. Vidiš tako. Slabo smo jedli. Pa jesen smo imeli zelje štrudel, je pa zelo dober, je še zdaj dober. Kakšno, frišno zelje ali kislo? Frišno. Frišno je fino, ja, frišno. O, tisto je dobro. To tukaj delam še. Narežeš, nasoliš, stisneš ven, pol pa nasoliš. Včasih enega pražijo, ampak je boljše za smetano, kislo. Ampak gre dosti smetano. Po 3 smetane te velike skup mešam, pa malo popr, pa sol, pa se tisto nodam. Mora biti masno tako, ampak dobro pa je. Fino je bilo, fino za pojesti. Kako je to dobro, to pa si jejo, kako mu dam, si pravi, da je odlično. To je ta štrudel, pol je kolarabo pa tudi je dobro, ne veš, ali je jabolk ali je kolaraba. Je pa tudi tako testo za štrudel, kolaraba stisneš, tudi nasoliš, stisneš, daš cimet, cukor malo, nafilaš, skupaj zviješ noter. Veš, to pa nismo pri nas delali. Odlično. To pa ni bilo pri nas navada. Mi pa kavlo, pa krompir ne kuhamo. Mi smo pa dosta delali tudi testo, kvašeno, dobro testo. Ne, da je navadno testo. Ja, vem. Mi smo pa kvašeno testo, dobro. In pa smo pa jabolka olupli, na četrtino dali, pol pa še tisto tako na drobno narezali. Tiste koške, ne. Pol smo dali sladkor, če ga je bilo, ne, je bil. Ali pa smo taka jabolka, ki so bila sladka. Pa se je pa na testo razvleklo tisto, kvašeno testo razvleklo, položilo gor, pa se pa tisto zvilo, kako je bilo tisto dobro za pojesti, je bilo toplo. Njam. To vidiš, smo tako, da bi zdaj to jedel? A bi te bude jedel? Mogoče bi probala, ne? Ampak če daš samo jabolka, no to so samo jabolka, lahko daš tudi kaj smetano, ne? A mi tako nismo delali. Mi smo testo gor na vrh, pa pač smetano, kar se cimet, pa tole, pa tako dali pečete. Mi smo pa tako zvili, ko štrudel, ne? Smo tako zvili, pa se je pa tisto, ki je bilo surovo, so bila... Ja, pa skuto smo dali tudi, razvalili. To skuta, ja. To zdaj delajo tam, Ja, to skuta. Naša Tončka, kako se reče, od Maribora, tam Pohorov gor. Pravi gibance. Skuta. Testo dobro se dela, kvašeno, pa pol se razvala lepo, pa smetar, a tisto skuto, mora biti domače, da je mokra. Pa tista fajn debela smetana. Ja, pa tisto smetano domačo, pa se skup, pa jajc noter, pa se gor na vrh, to je dobro pogača. Ja, to sem marsikaj naredila. Mi smo pa naredili tudi krompirjevo testo. Smo skuhali krompir, olupli, skuhali, fino spasirali, da je bilo fajn, da ni bilo nobene kepice noter. Iz tistega smo naredili testo. Moko, pa smo dali moka se je tako raztegnila, pa smo dali ta krompir noter, spet krompir tako poštimal, pol pa noter od to dnu, jajce, smetano, pa malo sladkorja, ne. Pol se tisto narediš testo, ja, malo soli mora biti tudi, ne. Kaj pa sol? Soli mora biti to testo, ampak spet se je krompir drug skuhal, je olupljan krompir in spet se je tako spasiral in spet se je noter dal smetano, puter, sladkor, se še kaj drugega dalo? Ne vem, če se je. Pa smo pa to krompirjevo testo, spet tam krompirjevo filo nafilali, zvili in tisto gor namazali testo z jajcem. Kako je bilo tisto dobro, ampak je moglo takoj sveže, ne. Sveže si mogel jesti, ki je bilo še toplo. Ker je krompir mrzel, ni dobro, ne. To je bilo fino. Ja, takrat je bilo vse dobro, zdaj ne bi nobeden jedel to. Ali pa bi, ne vem, bi treba probati, ne. Vsaka stvar, kar se naredi, moraš probati. Naša tam mala, ne. Kaj pa rožičevo potico ste delali pri vas? A ne? Pa nas smo delali potico. Rožiče so bili tako dolge, tisto smo imeli, za Božič smo tisto dobili, da smo na smrekco gor obesili, pa pol pa krali pa jeli. Pa smreka se prevrnil, se razbilo, ja, pa na mizo je bilo, mi smo gor na mizo šli,
Pa tisto ukradli dol, pa se je prevrnilo vse skupaj. Ko je bilo božiča konca, je bila prazna jelka, vse pokradeno dol. Kdo je ukradel? Nobeden ni ukradel, samo manjkalo je. Joj, kako je bilo lepo. Ja, Lačni nismo bili, tako kruh je spal, tle smo imeli kot, tako, samo tako deska so bili, tle na kotu je bilo eno skleda, fižola, kis gor, sol, ma nič drugega. Smo lačni bili, ko bi kruha jedli, ma ni bilo tisto ja, skleda. moja. Pa smo Mi jedli. mi smo Pa imeli spet tudi, siti bili, pa spet nazaj dali. mi smo imeli tudi špajs, seveda tisti špajs je imel vrata in ključavnico, ne. In moja stara mama je pa zmeraj tisti špajs zaklenila, da nismo mogli ti otroci noter, pa ven vzeti pa jest. Vse je bilo pod ključem. Tisti ključ je pol spravila tja noter, spet en kufer imela, spet tam noter spravila. Pol je pa včasih tisti ključ tudi pozabila, pa smo pa mi mulci šli, pa spet smo krali. Spet smo krali, drugače nisi mogel nič dobrega pojesti. Če pa nisi hotel jesti, nič več drugega ne dobiš. Pa bodi lačen. Nič več. Ajde, šibaj ven, pa bodi lačen. Še jajca nismo smeli, da bi ga pojeli. Ok, pa. Ja, Še zdaj sem bolana na jajce, ampak ne morem ga jesti. Enega pojem ne morem več. Mi smo, Ne gre. se spomnim, ko smo kuhali za prašiče kotu, takšen kotu je bil, pa noter za prašiče tisto kuhali. Pa tisto peso smo ven jedli, navadno peso, ne rdečo. Pa Peso, kako je sladko. pa kolerabo kuhano, ko smo tisto ven zeli. Jaz sem pa tam noter šla kuram krast jajce in sem tisto jajce noter dala, da se je malo skuhalo in tisto jajce na hitro pojela, da mama ni vedela. Ja, tako smo delali, da smo kaj dobrega pojeli, na skrivaj. Ja, Na da skrivaj. in pol rastaš star, Pol, ko tako ješ. Pol pa to še povem. Vegi sem bil bili skozi. Mesa smo imeli samo enega prašiča, tega smo za božič zaklali, 6 ljudi, kaj je? Kaj Ni će pa nič. biti, ja, kaj će ostati? Mora biti za drva sekati in za orača, pa kaj jaz vem, kaj se, za nas revežem pa ni bilo. šparali so za druga ljudi, Ja. ki so prišli delati, je bo Ja, treba njih dati. ja, tako. tako. Tebe ni, če je ostalo, si jedel, če ne pa ne. Ja. Pol pa smo tistega starega petelina je bil včasih 2 let star, včasih 1 leto, za Petrovo, to je junija. A julija, kdaj je Petrovo še, sama ne vem. Komaj čakam, da ta praznik, veselica bila. Mama malo znala prekuhati, da je juha bila, pa dala not peč, pa tisto meso. Vlekli kot čigumo. To za tisto vlekli meso smo imeli. Pol pa spet nič. Smo imeli piščance. A piščance je pa prišel tisti Peter, so rekli, od zadnji so. Koš imel. Ja, Ja, tiste ampak ne ta prodajo. koš, ko je za dravo, je imel vrata. Ja. Ja, tam not je imel tiše piščančke, pa petelinčke, to smo vse prodali, namesto da bi doma jedli. Mi pa krompir, pa tako. Mi smo bili tako veseli, če je kakšen obisk prišel k nam. Ponavadi, kadar je prišla birmanska botra, moja, ne birmanska, krstna. Krstna botra je bila učiteljica in je ona prišla na obisk, pol je šla mama hitro jajce žvrklat, kruh razrezat, tisto noter namočila, takrat za tiste pa je bilo, za druge pa je bilo. Ja, in mi smo zmeraj imeli maslo, veš kaj je maslo, ne? Je, seveda. Puter raztopljen in to smo imeli zmeraj isto maslo in tam noter je tisti kruh. In takrat, ko je prišel kar tak važen obisk, takrat je mama pol postregla tudi, je šla iskat noter odežo, od tam, ki je bilo v Zaski, če je bila na površju kakšna salama ali pa klobasa ali pa en kos šunke, ne? Ja, Smo imeli tam noter. bogarski. In mama je šla takrat narezati, ti smo obisku, ne? Ja, smo šli zmeraj zdravo, pa smo zmeraj kak košček nam je nekdo dal, aj nam vid, pridi. Mi zdaj vršimo kak mačke ali peso. Ja, pa takrat je bilo tudi imenitno, ko si je nekdo prišel, da si čaj skuhal. In to so bile kruhove šnite. A ti veš, kaj so kruhove šnite? No to veš, kako je mama naredila. Jaz ne moram tako narediti zdaj, kako je mama naredila, da tisto vse bilo tako cvrtu, veš, vse. Ne, Pol pa posipa kruh je kruh. odrezala, pa na plato gor dala malo. Ja, vaša tako. Ja, pri nas ne. spečt,
Pol pa močne vino, malo cukra not, vroče bilo, pa tisto zraven so pa tisto jedli. Ja, kako je bilo tisto, smo bili kar veseli, ki je kakšen obisk prišel, se je tudi nas kaj prijelo. Ja, pa je bilo treba šparati za druge. Mi smo zmeri 2 prašiča klali, zmanjkalo malo, ne malo, ampak je bilo treba. Koliko vas je bilo? 3 otroci, pa mama, pa stric. Tu nas je bilo 5, ne? Mi 6. Pri nas je bila kmetija, je bilo treba. Pa enega prašiča. Je bilo treba kosce imeti, pa treba koscem dati, pa za drva, ki so delali, pa ne vem kaj vse sorte, ki so drugi ljudi prišli delati. Tistim je treba dati, ti pa če si jev. Proseno kašo kuhala, ko ni bilo mleka, krava breja, pol ona ta druga tudi nič. Pa je skuhala kašo, malo masti zela, čebulo not, pol pa noto tisto v kašo, pa jedli. Za večer smo rekli bikova kaša. Jezus, kako je bilo za noč. Kaj pa vi ste delali potico z rozinami? Kakve rozine? Mi pa smo. Kje je pa rozine bilo? Ja, mi smo nekako imeli. Nisem poznala. Rozina, gli smo film. Kopala sem se, že več kot 30 let sem bila stara, ko sem šla prvič v bajno. Ja. Mi smo pa testo spet, to je testo, kvašeno testo, pa smo pa rozine, ali pa skuto, daš skuto gor, tisto fino narejeno, fajn, skuto gor namažeš, po vrh pa potresaš rozine. Boljše jedli, ko ješ. Je tisto spet fino za pojesti. Pol pa, kad tisto zviješ skup testo, ne, pol pa gor namažeš z jajčkom, pa daš peč, kad tisto fino tudi za pojesti. Pa rožičevo potico smo delali. A krompirjeva je bila tako dobra. Makovo je največ bilo. A makova pa nismo mi. Makovo je največ. Pa orehov. Orehov bolj malo, ampak makovo je bila pa, kar da se je peklo. Kako je bilo, kaj smo se Pri moji stari mami, tam smo bili bolj bogati, tam je bilo. Tam, ko sem jaz doma, ko sem jaz rojena, tam gor je visoko, pa ni, je bilo mrzlo zmeraj, pa ni koruza ni rasla, je samo ni dozorela, ne. Pšenica, ječmen, oves, pa velik krompirja smo sadili, pa zelja. Kaj še? Repo. Repo nismo pri nas. Ne. Nismo repo. No in smo s tem se preživljali, najbrž. Smo se smejali, smo rekli, kaj si danes kuhala? Zelje pa krompir. Kaj boš pa jutr? Pa krompir pa zelje. Go je bilo. Ja, pa kolerabo, pa ješpren. Ne, to nismo. Kako je bilo. Mladina. Sosede sem šla, pa bi en košče kruha odrezala. Kako je bil tis kruh dober. Ja. Jaz pa sem, veš kaj, ja, to je bilo pa tudi zanimivo. Tam pri sosedovi je bila stara mama zmeri doma in vsak dan so oni imeli večerjo, zmeri originalno, pri nas ni bilo, smo jeli ali pa nismo večerjo tako kot oni. Tam se je striktno večerjalo in ponavadi so zmeri krompir olupli, pa dali peš v protvan, pa velik masti noter, pa še nazadnje malo čebula in tisto. Tak rumen, danes ga vidim, kak lep krompir pa dober je bil. In so tam večerjali, jaz smo tam v vasih, ko smo imeli prijateljcev. Marij, pejdi jaz. Jaz nisem šla, nisem se upala. Mama je naročila, ne drgej jest. Prav, drgej ne smeš jest, ki bodo rekli, da doma nimaš kaj, pol pa tam ješ. In bi bila rada jela, pa nisem hotela, lej. Tako je bilo to. Mi smo pa krompir uprali fino, pa v ror dali. Mi tudi, ja. Pa je tako fajn se je spekel, moj oče pa tisto strugo dol, ker bi skorje bil, tisto grdo stran, drugo smo pa pojedli. Ampak večer je pa večno bilo. Ali smo imeli mlečno kašo, ali mlečen močnik, ali pa tisto, veš, ko zdaj pravijo carski praženec, ali ko še, fofadla smo rekli. Ne vem. Ja. Pa krompir zraven. Mi smo pa doskrat krompir v oblicah dali noter v pečico peč, ne, v šporhet. Polk je bilo tisto pečeno, smo pa zraven, se ven zame, pa ga daš pri polovico, gor na tisto polovico se pa dala zaseka. Kako je bilo tisto dobro zajesti. Ali pa špeh, kako je bilo tisto fino tudi zajel. Kje ste dobili mak? Doma, sejali. Da ste doma imeli? A pri nas ni bilo maka doma. Ja, pa se nismo toliko krat potico pekli. Samo za praznike. Ali pa palačinke, zdaj ni problem narediti danes palačinke, ne? Takrat samo palačinke za ob nedeljah. Ja, pa za veliko noč je mogo šunka ostati.
da smo že ta zadnji teden pred pred velikonočno, tisto teden, nismo nič šli več na vrt, A ja? na njivo. Tisto ok. košaro oprali fino, tako smo na glavi nosili, tako okroglo, ko je zdaj zadnjič kazalo. Svitek, Ja, svitek je tako bilo tisto. mešano, rumeno, temno, plavo in vse Ja, to ja, je bilo. Ja. Jaz sem Tisto imela, na tebi glavi. sem dala tiste Pa svitek, tisti ga imaš še? patiček je oprala, pol smo se perilo oprali, Ti sta že pospravljali, pol je meso kuhala, jajce smo barvali, hrene ribali. Ja, pa kruh se je pekel, pa veliko peči. Ja. Kruh, Ja, pol so- hlebec, tako lep. Jaz se spomnim, ko so bili še kočevarje tam na travi, ne? Regrat pa nismo jedli. Ne. Motivivc. To je kot pilna stupnja. Ne, regrat pa to za prašiče smo Kako- nabirali. Pa regrat Matavivc tudi nismo imeli navado jesti. Ne, Pol po vojni, ko so iskali, nekdo, po njivah smo ko je hodili. nekdo prišel od nekod, pa so pol tam rekli, da je kako je dober regrat, pa Matavivc. Pa v Kumare tudi nismo poznali prej. Komor smo sedeli. Pri nas ne. Pa, Tako ko da- smo krompir kopali, tiste rumene, ko že seme se dela, tiste smo šli otrgati, pa tiste seme vse pojedli, ko je bilo mokro. Ja. A ja, to za veliko noč, ne? Tu bo zdaj velika noč, tako je bilo takrat. Velika noč je takrat bila tako, zgodaj je bilo toplo. Večina aprila bila. Pa pred veliko noč je bilo zmeraj tako toplo, da mi otroci smo kar bosi hodili radi. Ne? Ja, pa veliko noči še bi zmerno bili tle, ne, kako bi rekla, kaka plas snega, pa tam Ja, sneg je bil zmerno. Ja, pleha so bile, Ja, ne? ja, ja, Nekaj je ja. bil sneg. Ja, Ja, ja. pa so rekli, ne bo si hoditi, ne še žegnana zemlja, ne? Dokaj ni bilo še tisto, velika noč. Ja. Pol pa, ja, to hočem povedati, no. To so kočevarke so prej imeli, vsi imajo zdaj tudi še, ampak tiste velike jrbase. Tiste velike Ja, jrbase. zdaj smo. In tam noter so pol dali tisto vse. Ja, Ampak- se. Zdaj, eni so bili tisti, ki so imeli velike jrbase in da bi to pokrit polno, da se Ja, vidi. en je pa nosil, tisto, ko se doji, pručko, not postavil lepo pokriv, pa se je prevrnil, pa pručka med. Ne, pri nas je bilo pa tako rečeno, da so šli pol gor žegen nesti v cerkvo, pol se je ena spodteknila se je, tisti jrbas je dol padel, pa so čevlji pali iz tistega jrbasa. Ker tisti je hotel pokazati, da ima poln jrbas, ne? Veliki, da ima. Noter ni bilo, je bilo Bog ve, kaj je bilo kaj ali pa ni bilo nič, ja, nekaj je moglo biti. Ta pa tudi so imeli tisti pručko. Nekaj je moglo biti, ampak pol je pa tako, da je veliko polno zgledalo, veš, prtiček lep gor, pa da je zvrhano bilo, pa so pa čevlje popadale. To so se pa tako smejali, pa noca delali. Ja, tisti prtiček je pa zmeraj lepil, Ja, tako lepo prtičke štikan, lepo vse. pa zlikan je. Naštikano, pa poštirkano. Ker moja mama tudi bila za veliko noč so bile slikane še od kočevarjev, tiste pa so jrbase na glavi so imeli. Samo nam so takrat, ki se je bila vojska, na Italijani so nas pregnali in so tiste slike vse uničili. So se tiste ženska postavljali tam čez cesto in vsaka svoj jrba zgor. Mi veš, smo kako pri je bilo. križu, to je vse stalo, Kako je polno, tako lepo. Kaj pa ti pečeš? Ništa. Ništa. Ja, jaz sem prej pekla, jo, kakve krofe sem pekla, si videla? Ja, prej, ko smo bili držina, smo mogli Si peči vedela, ženske, prej se ni dalo iti v trgovino pa kupiti, smo mogli vse sama Tiska narediti. so se že dali, ampak jaz sem reči sama naredila. Pa buhteljne smo pekle. Vse. Buhteljne, joj, kaj sem tistega spekla. Buhteljne tudi narediš tako fino testo, ne? Pol tisto testo razvaljaš, kocke narediš, noter daš filo, karkoli že, ali marmalado, ali skuto, ali karkoli. Tisto ne pozvijaš, daš peč, kako je bilo včasih dobro. Ali pa tudi lahko tako samo skupaj zviješ kot potico, pa zrežeš, Ja, tudi lahko, ja. pa namaže gor malo jajc, Ja, pa ist- speš, pa je dobro. To je isto, samo isto testo. Isto Ja, vse, isto, isto, samo isto, ja. oblika je druga, ne? Ja, Oblika je ja. druga, drugače pa isto. Aha, pa ona potica, Pehtranova, to. To sta tudi fina Pehtranova potica. Jaz imam en recept od Pehtranove potice, to še je moja sestra noter napisala v časopise, pa sem ven vzela. In pol narediš tisto, skrb zviješ, pol pa razrežeš tisto, ki je tako zvito, razrežeš tako na koščke in položiš na pleh in tisto daš peč noter.
In pol, ker vem, ker je tisto pečeno, tudi namažeš z jajčki, ne. Ker tisto pečeno, ona je pol pa naredila posebej mleko, pa sladkor, noter tisto prevrela, Polila. pol pa tisto gor polila. Jaz sem tudi to Jaz naredila. strudel polijem. Jaz sem to večkrat naredila. Veš, to bi treba narediti. Jaz- To mogoče bomo pa to jaz za vsak veliko noč strudel naredila. Pehtranovo. Ali z vodo, ali pa z mlekom. se moram pa povabiti. cuker zavrem. Res. Ker okoli mene noben ne je, sam jaz. Res? Ja. Koga to? Pehtranovo. A ja, peh, meni je dobro. Mi imamo tle ena gospa, ki ima tam, vi ste blizu Nove Gorice. Ja. In ta gospa je šla tam, se je dobila po časopisu enega prijatelja in zdaj hodi tja k njemu. Pa v Novi Gorici je. Je tudi doma, ne. In on pride sem, ona gre tja, pride sem, ona tja, tako da. Bog ve, mogoče se kaj srečate kdaj, pa se ne ve eden za drugega, ne. Imam noter v skrinji, samo ne vem, če bo dobro, bo, ker je pehtanova zmrznala. Imaš že Zmrznano, dolgo? pehtan zmrznan. Imaš že dolgo? Od jeseni. A ja, bolje. A, tisto bom probala, bom videla. Če mi bo ratala, bom povedala. Če pa ne bo ratala, bom pa tiho. Tako se to dela. Še toliko let nazaj, jaz sem zdaj stara 90 let, ne, pa ker sem bila jaz mlada punca, se ni tako peklo kot zdaj. Takrat ni bilo materijala, ni bilo denarja, po trgovinah ni bilo za kupiti in so pol gospodina. Pol smo začeli peči, ko smo svoje gospodinje ratali. Ja, pa pol Pol smo imeli malo denarja, tako malo, Enkrat pa po kaj dol- malo. da smo Enkrat po kuhali vojni pa to. je boljše ratalo, da so bile trgovine bolj mislim, polne, Prej da ne. si lahko kupil, če si imel denar, pa se je začelo malo delati. Pa gospodinske tečaje so bili, gospodinski tečaji, smo šli pol, punce smo šli Nisem skupaj, šla nikoli. pa nas je tista učiteljica. Mi nismo prevedli za segedin golaš, pa za sarmo, pa kaj sem še rekla. Nismo vedeli, da postoja. No, in so bili so bile pol ti tečaji in smo mi tam mlade punce smo hodili na te tečaje in to se je takrat začelo. Pa hrenovo torto, kaj pa ti? Fižolovo torto sem pa naredila, je bila dobra. Ja? Jaz pa nisem še videla. Ampak hren pa še nisem slišala. Šlo bi se spomnil, marsikaj še, samo se ne spomniš, kako je bilo, pa kaj je bilo vse. Meni še najboljše od vseh bojte repa. To je to meni pa tako dobro. Meni pa segedin golaš dobro, ampak taki pravi, tisti pravi segedin golaš, kako je tisto dobro. Ja, bujte repa, to je prekmursko, ne? Ja. To je z vaših koncev. Ja. Kaj pa prekmurska gibanica? Tu sem že naredila. A meni je tisto se preveč, tisto močno. Ti ga moraš preveč imeti. Veš, kaj tam toliko file moraš imeti, ne moraš samo za en protvan imeti Naša tam toliko. mlada je že spekla, enkrat, ko smo šli domov. Ko se jaz sem imela rojsten dan, pa smo praznovali, pa je ona prinesla cela tisto protvan. Gibanica, Gibaco, fina. ja. Ampak, In drago je, če jo kupiš. pa če je ta prava, tudi vse niso enake dobro. A potratno potico poznate? Ja, Potratno. to je draga. Ja, potratna botica tudi. Ja. Tista Ker moja podobno, hčerka ne? peče, Ja. Ja, ti so tudi dobro, ja. pa draga. Jaz jo nisem še delala, tudi ne. Jela pa sem ne parkrat. Jaz sem jo prvič jedel na Igu. Na egu. Ja, ena mama od prijatelja je A naredila. res? Ona Lojska Lesarjeva, izmeri, kadar je imela rojsten dan, je izmeri naredila to potratno potico. Ja. Ja, potratna potica, sem jaz Zakaj se reče potratno? Ker je potratna. potratna, ja. Bolj kot prekmurska. Mislim, da je skoraj tam. Sta si Ne vem, podobni. če je glih boljše. Vse zmečeš Dobro pa noter, je. ne? Dobro je pa. Orehe, skuto. Ja. Bogati, ja. Jabolka, vse, to mora biti. Enega si kazalo že po televiziji parkrat, kako mora prava biti, ne, kaj mora biti. Jabolko ne vem, če je noter. Ja, Potici. ta prvo je jabolka dajo noter. Ja, na ono, Na Testo, prekmursko. testo, prekmorsko, ja, testo, pol pa gor tisto na slane. gibanco, ampak na ono potico ne. Potratna potica je bolj taka mehka cela, ne? Ja. Ja, Take bolj- skuto pa tako. Plasti so bolj mehke med sabo. Ja, jaz govorim pa za ono. Orehe pa. Tista ima mak. pa mak noter še, pa ima bolj tako tudi to skorico na vrhu, ne? Kot neka bolj mehka kremšnita. Kaj pa kremšnita? Smo tu delali že.
Kremšnite sem delala, ko smo bili družina, seveda je bilo, da sem trenirala kremšnite. In Ja, čokolado smo delali. Ja, domače čokolade smo delali tudi. In sladoled sem delala in vsega hudi. Ja, praksa je kupil, ne, od Ja. kakav, pa ne vem. Ja, ta prah je bil še za sladoled. Mleko v prahu je bilo Ja, treba imeti. ja, ja. Mleko v prahu smo pol pa, kaj ne vem, kaj še, pa Ne puter vem, seveda. ne vem. Puter je mogel biti. Ja, smo doma. Šava, Veš, kako je bilo res. tisto dobro. Seveda, takrat je bilo vse dobro. Tiramisu, ja, tisto je tudi dobro. Ja, to se naredi iz tistih piškotov. Pa še kava je notri, ne? Ja, lahko daš noter, kar češ. Pa tisto ni velik dela, keksi so že gotovi, pa samo filo daš, ne, pa narediš, pa smetano da rabiš. V 15 minutah si fertik, če si Ja, zveziran. ja. Sam pol mora odstati. Ja, pa v mora pa hladilniku. stati, da se Glavno je napije. začimba, ti si tudi prek Muri že bila. Na mizo se da, nesejo gor, da imate za jesti. Ješ, si sit, noben te več ne bo rekel, jej še. Samo enkrat se reče, jej in gotovo. Ne tlepa, jej, dobro, pa to sem dala noter, pa to je, pa to pa. Ponujaš. Samo enkrat se reče, jemo in gotovo, nič več. To so Pri nam- nas je tako. In to so navajeni in to delajo, ne? Ja. Tako vidiš. Samo enkrat se reče, jej. Je taka navada, ne? Ja. Pol, če ješ, če si pa fin, da se mal držiš, da ne bom, pa ne teta. Pa lačna, Pa si lačen. pa lačna ostaneš. Ja, Ja, tako je. moraš kar hitro zagrabiti. Pa še kaj pečete potice? Jaz, Ja? zadnjič sem me pekla. Ja, ona peče. Ja? Ena 95 let stara, pa veš, kakšno potico je spekla. Treslo se je, veš, tako. Eno Zdaj ne pečem. je spekla filo lešnike, eno pa orehe. Veš kako. Jaz ne pečem, veš, meni se ne da. Sem pa dobila paket od doma, zdaj za veliko noč, pa za rojsten dan. Me je pa poslala eno orehovo, pa makovo, ampak bom pol dala. Ampak ona pa zna narediti. Jaz sem imela tudi tisto, ko imam na sred tulc, tisto sem dala hčerki, zdaj imam navadno, pa zipko imam, prekmorsko zipko. Zipko sem Ja, veš kaj, pokazala. ti so pa rekli včasih srnen hrbet. Aha, ja. Isto tako, ne, tako obliko je ona tudi. Eno dala peč, tako lepo peče, eno. Se mene tudi mika, da bi naredila, ampak sem lena, se mi ne da delati. Ja. A imela sem noter še lešnike. Pa sem rekla, nič bom šla še, pa smetano sem imela doma. Pa sem rekla, nič gremo jaz kupiti, kvas, kakšne lešnike še. Oreho nimam tako rada. Ampak Lidl ni bil tako bele zmeljene, tiste orehe. Tako pa da sem povzela, nisem mi dala več nikamor reči, tiste zela, mak tudi ni imel. Pa sem pa to naredila, vse tako da tisto pospravim. Veš, jaz sem danes gledala v Lidlu 9 evrov pa 88 orehi. Pa ne moreš verjeti, da je to res. Ti nisi dobro videl. Veš, da sem gledala dvakrat, ne samo enkrat. Pa blete ima tako pocen. Ne. Pač cenejše kot pri Lidlu. Zdaj je gor sigurno zaradi tega, ker vejo, Ja, da bo šlo ja, promet, ja. ne? Ja, jaz nisem mogla verjeti, no. Ja. Ampak so res lepi Je orehi, ne? zadnjič je cenejše bilo, ko si jaz gledala. Joj, sem ga pa kaj je to res, pa gledam gor, pa je, orehi piše. Ja. Jaz imam zdaj vse za veliko noč. Domačo šunko imam med ta kos, me je nečak poslal. Potice imam, jajce imam, hren mi je poslal noter. Pekla, mogoče me bo prijelo, da bom spekla, ker se bojim, da ne bo ratalo. Če ne bi dobila tole zdaj od doma, bi jaz kupila pehtra novo. Enkrat, to je bilo, to je že mogoče 20 let nazaj, sem tako potico spekla, Ja, enkrat si pa res. pa so nesla sosedi neški, te pokojni že. Je ne mogla prehvaliti, je rekla, tako še nikdar nisem jela, ampak je bila res taka, da je bila res dobra. Dobro. Ne vem, koliko je tisto ratalo. Je dobro je bilo. Ja, pa tako včasih rata, včasih pa ne. Je tudi odvisno od materijala, kakšna moka Pa je. moko. Ja, moka je tudi odvisno.
Dobro je, da se malo meša, ojstre pa tako navadno, Ja. da malo mešaš. Špin ima bolj mokro moko, ni dobro. Moš paziti tudi za material, kakšen je. Pa malo- Štrudle je pa najboljši jabočen, a ne? Ja, To- jaz malo skuto zmešan. Samo jabolčen ni dober. Jaz imam pa rada, Ja, jaz imam Pa- naša Alja ima tudi samo jabolko. pa, Jaz imam skuto. pa z malo. maslom, ne ampak maslo, tako da je to dobro. Fižola, ja, pri nas smo pa bob jeli, bob tudi. Tam gor pri našem koncu so, Še nikoli nisi jedla. ne, v Loški potok Travnik tam gor. In tudi pol pri nas, kočevari so veliko boba sadili. Pol pa nismo mi več Pa tako. ta ribničanka tle zraven mene, bele vrte. One mele. No, se tam, ki je ona doma, tam so ta bob sadili. Ja. Cele nive. Tisto je bila poslastica, bob, kuhan bob, tako kot stročje, ne fižol, kuhan bob. Jaz se spomnim, ko smo pri nas imeli, mlatili smo, veš, kaj se to pravi, mlatiti, pšenico, ne pa tisto, hočem reči, mlati se. Pridejo ljudi, ki je tista pšenica že dosti zrela, ne, se požanje, pol je treba pa tisto omlatiti. Ma tista mašina, pa dobiš ljudi, da ti pomagajo. In pri nas naša stara mama, ona je za poslastico zmeraj skuhala celo skledo tistega boba. Ampak tako kot stročje, noter, tismo ta zeleno muša noter. Kaj so tisto jedli, še danes se spomnim, pa vidim, kako je bilo. Veš, bob so imeli za poslastico. A takrat ni bilo pive, pa ni bilo vina za pit. Vodo. Tako. Zdaj Mi pa... smo imeli do slatin, pa nas je do slatine. Ja, prva se je bilo, pri nas pa še voda ni bilo, ko smo na glavi mogli nositi, ker je bila suša poleti. Pa smo dali, zato sem tako majhna ostala, ker sem mogla na glave nositi vodo. Ja, Le gremo že skupaj, tako reči. ja. Vse je predolgo, preširoko. Prej to nisem mogla skupaj spraviti. Evo, poglej, koliko je široko. Ja. Mi smo tudi včasih bili mladi, Ja, pa lepi. pa tudi lepi, mogoče. Pa jeli smo, zjutraj smo jeli zmeraj, vsako jutro koruzne žgance, pa mleko ali pa kavo. Pol, če smo imeli kakšne ljudi, je mama skuhala tudi žgance, ne koruzne. Pol je pa gor od cvirke zabelila. Mi pa kise župo ali pa mlečno. A ja, kako je bilo tisto tudi dobro za pojesti. Kavo je bolj malo. Prava kava ni bila prej nikdar. Z Amerike smo dobili. Ja, pol, ko smo z Amerike dobivali, pol je bilo prava kava. Prej so, veš kaj, pri nas so prej, se spomnim, peso, tisto, ki je bilo za prašiče. Pa smo razrezali čisto na drobno, pa dali noter v pečico, da se je tisto sušilo počasi. In ko se je tista voda ven izparila, so pa dala gor, da se je tako peklo, ko zdaj pečemo, ne zdaj več ne pečemo, ampak smo pekli kavo, surovo kavo, ne. In smo pol tisto peso tako pekli, ko zdaj kavo pečejo, veš. In smo pol tisto mleli. Ni bilo. Zdaj je pa tako, pa samo odpreš, pritisneš na knof, pa imaš muziko. Pa iščeš, ali ti je dobro ali slabo, išči drugo, pa je. Pa jaz ne vem zdaj, ali je vam tam mladem zdaj lepo, ali vam ni, sploh, jaz ne moram več pogruntati. A vam je zdaj lepo, ali vam je, ne vem, verjetno mi je, ampak samo ta telefon, kaj pa doma delaš, pa spet televizijo gledaš. Ti nisi dolgo imela televizijo. Pa moraš gledati televizijo, veš kaj, na prvem programu Dobro jutro je tako fajn zmeraj povejo, ki je dobro, poučno, no. To lahko se na telefonu pogledam. Ja, sej. To je samo en tak manjši televizor. A veš kaj, jaz tudi zdaj na telefon dosti preberem, zjutraj so me zrihtali, da lahko poročila vam berem, če je kaj novega. Pa kaj so tisti zmeraj tiste, kako se reče že? Imaš ti tvojo uro. Piškotki, kaj pa je tisto zmeraj sem tisto gor palima. Tisto pritisnem gor, pa vse pokvarim, pa se ono se skrije. Pa spet iščem, pa spet isto. Ja, včasih sem tako jezna. Na piškotke. Po pakovnem. Mogoče bi še kaj vedeli povedati, sam se ne moreš spomniti vsega, ne? Vse pa tudi ni treba povedati.
Najboljše je, denar vzameš, pa greš v trgovino, pa enkrat slaščičarno, to, enkrat ono, pa se naješ nekaj frišnega, novega. In tisto se mi zdi, da je tudi res, če zdaj misliš nekaj peč, ne, kako pecivo, recimo, ali pa potico, da delaš z dobro voljo. Če nekaj na silo delaš, takrat ti sigurno ne rata. To sem jaz, meni to že ratalo tako. Če sem na silo delala nekaj pod silo, ni bilo dobro. Če daš pa z dobro voljo, takrat pa res rata. To sem tudi že doživela, ali je res ali ni res, ne vem, pol kaj. Sladek.